Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil na eno 100-kilometrsko vožnjo do morja. Po poti vam bom povedal še nekaj o tem, kako kaže z mojo letno statistiko in pa katero aplikacijo sem odkril za shranjevanje vodnih virov. Dvakrat sem se obrnil in je že pol leta mimo. Kar naenkrat je prišel julij, danes je tako čudovito sončno vreme in ob 9. zjutraj je bilo že 22 stopinj Celzija. Čez dan lahko pričakujemo, da bo šlo vse tja do 30. Jaz sem se za začetek odpravil po tej lepi, ravni, široki cesti proti Gradiški. Mal sem se nadrsal, ker nisem vedel, da so zaradi dela na cesti speljali tukaj obvoz za Udine, tako da je kljub nedelji malo več prometa. Ampak cesta je široka, bankina asfaltirana, tako da ne bo problema. Super, po par kilometrih sem prišel mimo odcepa z avtocesto. Tukaj gre promet dol z regionalke, tako da zdaj imam pa prazno cesto vse do morja. Opažam, da mi ta vročina ali pa mogoče sopara kar hitro dvigne puls čez 130, tako da bom tudi jaz zavzel kar eno tako nedeljsko stališče in lepo na easy probal čim več v coni 2 narediti en tak krasen izlet. Tudi za današnji video sem se odločil za eno tako bolj lahkotno počitniško temo, ker so že dopusti, tako da lahko odložite beležke in svinčnike, ni treba nič pisati. Kar se tiče moje današnje poti, se bom sproti odločil, po kateri varianti bom šel. Bom pa tako kot zmeraj dal od spodaj v opis videa link do moje Strave, pa si lahko pogledate, kje sem šel. Je pa tudi tako, da na tej cesti dejansko ni kakšnih posebnih pasti, na katere vas bi jaz mogel opozarjati. Tako da vzamete s sabo samo dovolj tekočine, spijete en bidon na uro in to je to. Drugače pa pol leta mimo in jaz sem v prvih 6 mesecih prekolesaril 6320 km, kar je zelo dober pokazatelj, da mi bo do konca leta skoraj gotovo uspelo narediti tistih 10 000, ki sem si jih zastavil. Kar sem hotel posebej izpostaviti, je to, da sem v prvi polovici leta naredil samo 4 stotke. Ta današnja, če mi bo ratala, bo šele 5. letos. Tako da hočem reči, če imate tudi vi kakšne take cilje, ključ ni v tem, da vozite dolge vožnje, ampak čim večkrat, čim bolj redne vožnje, pa tudi če so krajše. Jaz sem šel na kolesarjenje praktično vsak dan, ko je bila cesta suha in nisem iskal izgovorov, zakaj ne bi šel. In se niti ne zaveš, kdaj se naberejo kilometri. Zdaj sem se prebil do te čudovite kolesarske steze, ki me bo peljala kar kakšnih 15 km vse dol do morja. Speljana je po progi nekdanje železnice, tako da je povsem ravna. Drugače grem pa jaz te dni uradno na dopust. Z letalom se bom zapeljal visoko na sever Evrope, na Dansko, tako da svojega skota ne bom imel s sabo, ampak upam, da si bom gor lahko sposodil kakšno kolo, naredil kakšen lep krog in tudi kakšen lep video za vas. Kar sem gledal vremenske napovedi, bom na Danskem imel med 17 in 21 stopinj Celzija, tako da se ne bojim kakšnih vročinskih udarov. Si predstavljam, da ko bom stopil poldne ven iz apartmaja, da bom gledal v zrak, če je treba kakšno jopco obleči. Aquileja te salutat. Na Aquilejo pa moramo opozoriti. To po naše temu kraju rečemo Oglej. Tukaj je bil včasih sedež oglejskega patriarha, ampak to je mesto z 2000-letno zgodovino. Tukaj je lepo ohranjen rimski forum, ogromno še teh rimskih ruševin po tem kraju. Če vas to zanima, če vam je to všeč, obvezno narediti tukaj en postanek. Tukaj je ogromna bazilika, zelo lepi mozaiki so notri in katakombe. Tle od zadaj na tej strani so pa ostanki rimskega pristanišča na reki Nadiži. To je tle par kilometrov preko se Nadiža izlije v morje. To je bila pomembna trgovska pot
med Čedadom in Oglejem. Tukaj je ogromno teh namakalnih kanalov, ki jih napajata Nadiža in Soča. To tukaj uporabljajo, da namakajo vsa ta širna polja. Odločil sem se, da naredim malo vinka, da vam pokažem še Belvedere, pa da se končno enkrat zapeljem tudi po tej kolesarski stezi, ki jo nisem uporabil še nikoli. Evo, tam dol, kjer so tisti borovci, je Belvedere. Evo, še ena ogromna črpalka za vodo reke Soče. Evo jih, borovci. Tukaj zdaj prihajam v Belvedere. Od morja nas loči samo ta nizek nasip. Bom splezal gor, da vam pokažem. Belvedere je v bistvu čisten majhen kraj in pa en velik počitniški kamp tukaj ob morju. Sama globina morja je nizka, tako da za kakšno resno plavanje ni, ampak tako za se oddahniti, za narediti kakšno lepo fotko je pa super. Še ostanki starih solin. No, to je pa dejansko Belvedere. Tukaj na levi strani je tudi en vodni vir, ki pa ga ne bom označil, zato ker voda dostikrat smrdi po gnojilih. Zdaj pa zapuščam Belvedere in se bom spet priklopil na tisto kolesarsko stezo iz Ogleja dol. Čaka me biser te današnje vožnje, 5-kilometrski odsek čez Morsko laguno. Veter že kar močno piha iz morja gor. Ta je tisti, ki me bo rinil v hrbet, ko bom šel nazaj proti domu. Super doživetje. Če boste kaj prišli v te konce, obvezno morate probati. Čau, čau. No, tukaj ob prihodu v mesto Gradež vam pa pokažem še aplikacijo za označevanje vodnih virov. Odkril sem iOverlander. Tukaj imate ogromno podatkov, ne samo za vodne vire, tudi za različne restauracije, avtobusna postajališča, kampe in podobno. Jaz aplikacijo koristim za vnašanje vodnih virov, ker sem ugotovil, da v Sloveniji skoraj nič ni pokrito. V tujini bom pa koristil za iskanje vodnih virov. Jaz sem se odločil, da bom na vsaki vožnji označil vsaj en vodni vir, ker jih res poznam ogromno in upam, da bo nekoč nekomu to prišlo prav. Tako, zdaj tle bom označil še vodni vir. Poiščem aplikacijo iOverlander, check in, dodam nov place, yes, next. Napišem, da je tu voda, označim Italijo, tukaj bom dal Grado by the sea, napišem kratek opis v angleščini, moraš napisati 40 znakov, če ne, ti ne sprejme. Dodamo še eno fotko. Please review the information. Ja, to je to. Water Italy, Grado. Save.
Evo, in se zahvaljuje in lahko traja tudi 2 tedna, da se to dejansko doda v njihove zemljevide, ampak to je to. Tukaj pa ogromna mestna plaža v Gradežu. Jaz grem pa zdaj gor v center, pa nazaj proti domu. Tudi Gradež je super destinacija, če boste le imeli možnost, pridite na izlet. Čeprav jaz bi rekel, skoraj lepše je spomladi ali pa jeseni. Tako poleti ste videli ogromno prometa in kar precej gužve. Z vetrom v hrbet in s polnimi bidoni bom zapustil Gradež. Baterijo na kameri sem spraznil skoraj do konca, tako da nimam več kaj za dodati. Kjerkoli boste preživljali poletje, vam želim srečno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!